Ob 19:45 je čas, da našim najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Nocoj na prav poseben način. Prvi program Radia Slovenija in A1 Slovenija sta združila sodobne pravljice in radijsko oddajo za otroke z več kot 50-letno tradicijo. V oddaji Lahko noč otroci boste lahko 5 četrtkovih večerov v živo prisluhnili novim lahkonočnicam sodobnih slovenskih avtorjev. Najmlajše poslušalce bodo s svojim glasom v spanec zazibali legendarni slovenski dramski igralci. Prva v nizu 5 je pravljica Ane Duša o knjigah, ki jih za vsak slučaj nihče ni bral. V radijskem studiu 13 sta že pripravljena dramski igralec Sandi Pavlin in pianist Blaž Jurjevčič. V neposrednem prenosu ju lahko poslušate na Prvem, vidite pa tudi na portalu 4D RTV in Facebook strani A1. Pa vstopimo v pravljični svet. Dober večer. Poslušate Lahko noč otroci z lahkonočnicami. Pravljice sodobnih slovenskih pravljičarjev, ki jih pripovedujemo igralci. Nocoj sem z vami Sandi Pavlin. Bilo je mesto in sredi mesta knjižnica. V njej je bilo toliko knjig, da so zasedale police od stropa do tal. Nekatere so bile že zelo stare in zato veliko vredne. Vsak dan so prihajali ljudje, oddaleč so jih gledali in govorili: "O, kako dragocene knjige imamo! Nikar se jih ne dotikajmo, stare so in občutljive. Lahko jih po nesreči poškodujemo." In ker ni previdnosti nikoli dovolj, so še vse preostale knjige pustili raje kar pri miru, za vsak slučaj, da jim ne bi strgali kakšnega lista ali odrgnili platnic. Tako so minevala leta in desetletja in na knjigah se je nabiral prah. Tako pa ne gre, so robantile knjige. Kaj pa si mislijo ljudje, saj nismo slike, nas samo gledajo. In so od jeze vse po vrsti poskakale s polic. Kaj je zdaj to? So bili začudeni ljudje, ki so jih zjutraj prišli oddaleč občudovat. Pobrati jih moramo, je rekel prvi. Nikakor, je rekel drugi. To je lahko zelo nevarno zanje. Ne moremo jih kar tako pustiti, je rekel tretji. Kaj si bodo pa mislili turisti, ko pridejo v knjižnico, pa bo takole razmetana. In četrti je rekel: "Nič drugega nam ne preostane, kot da jih poberemo in zložimo nazaj. Samo previdno." Začeli so pobirati knjige in jih zlagati nazaj na police. Pazili so, da ne bi kakšne slučajno odprli in pogledali vanjo, kaj pa, če je zanje presvetlo in bodo črke v njih zbledele. Hudo veliko nevarnosti priži na tako knjigo, je rekel nek možak. In vsi so se strinjali. Ko so bile vse knjige spet na svojih mestih, so prinesli dolge železne palice in jih podolž pribili na police. To smo dobro naredili, so rekli. Knjige so lepo na varnem za ograjo. Od zdaj naprej bomo še bolj pazili nanje. Zadovoljno so se trepljali po ramenih in ker je bil že večer, so pogasili luči in šli domov. Knjige so bile tako jezne, da bi se lahko pretrgale na pol.
pa je ena pritisnila ob železno ograjo. In potem še ena in še ena. Naenkrat so vse knjige pritiskale ob palice. Tiščale so tako dolgo, dokler se ni železo vdalo in popadalo na tla. Za palicami so šle knjige. Najprej na tla, stali na okenske police, s polic ven na trg. Ko so ljudje prihodnje jutro vstali, so jih našli razkropljene po vsem mestu. Stale so na pločnikih, sedele na klopcah, ležale na mestnih parkih, skakale so jim v roke in torbe in se skrivale v njihove žepe. Če jim je hotel kdo pobegniti, se jih je vsaj 10 zagnalo za njim. Na pomoč, so klicali eni. Bežimo, tecimo, knjige so zunaj, so vpili drugi. Joj, kaj bodo rekli turisti, so javskali tretji. Ne bojte se, saj samo kup starega papirja, so mirili četrti. Končno so se vsi zbrali na mestnem trgu in zahtevali, da pride župan. Kaj se tu pravi, je rekel župan. Mi zelo lepo skrbimo za vas, ve pa takole. Kaj bo, če se katera poškoduje? Briga nas, so vpile knjige. Mi smo zato na svetu, da se nas bere. Kdo pa še ima čas za branje, so rekli ljudje. Raje gremo na grmado, kot neprebrane nazaj za ograjo. So vztrajale knjige. Tako so se kregali ves dan in vso noč. Ljudje niso več vedeli, kaj naj naredijo. Končno je rekel župan. Prav, naj vam bo. Vsak od nas bo prebral eno stran ene knjige. Potem morate pa res nazaj. 10 strani, so rekle knjige. 3, je rekel župan. 7, so vztrajale knjige. Na koncu so se dogovorili, da mora v imenu javnega reda in miru vsak meščan prebrati vsaj 5 strani. Ampak knjige so od znotraj precej bolj zanimive kot od zunaj. Ko je prišel do 5. strani, je vsak od njih pozabil, da lahko neha in je bral kar naprej in naprej. Ko je končal, je dregnil soseda in ga vprašal, če zamenjata. Tako so knjige romale iz rok v roke. Ko so jih končno vrnili v knjižnico, so imeli vse knjige že čisto odrnjene platnice. Nekateri listi so bili strgani, tu pa tam se je na kakšnem poznala packa od sladoleda. Knjige so bile zadovoljne, kot še nikoli. Ponosno so si kazale bojne rane in vse so potiho zavidale tisti, ki je bila največkrat prebrana in zato najbolj pošvedrana. Slišali ste novo pravljico Ane Duša o knjigah, ki jih za vsak slučaj nihče ni bral. Pričarala sta nam jo dramski igralec Sandi Pavlin in pianist Blaž Jurjevčič, ki ste ju lahko spremljali tudi v neposrednem videoprenosu na portalu 4D RTV in Facebook strani A1. Urednica oddaje Alja Verbole, tonska in videoizvedba Damir Ibrahim Kadić, Grega Samer in Mitja Groznik, napovedovalec Aleksandar Golja. Posnetek pravljice bo dostopen v našem arhivu in v 2 podcastih, Lahko noč otroci ter Lahko nočnice. Oba najdete v iTunes ali kjerkoli ste naročeni na podcaste. Prav tako boste pravljico našli na straneh radio1.si ter lahkonocnice.si. Novim pravljicam v seriji Lahko noč otroci z lahkonočnicami
prisluhnite tudi naslednje 4 četrtke. Želimo vam prijeten večer, najmlajšim pa le še lahko noč otroci.